Danes imamo prvo tiskovno konferenco kluba županov. Moram reči, da danes smo imeli prvič, smo se sestali, smo se konstituirali. Najprej seveda, da povem, da smo izvolili vodstvo. Predsednik kluba župana sem izvoljen jaz, Ivan Molan iz občine Brežice, župan, ki praktično že sem bil tretjič izvoljen. Podpredsednika pa sta magister Tomaž Rožen iz Raven na Koroškem in pa Marijana Cigale, županja občine Dravograd. Nekako smo se danes prvič sestali na klubu županov. Povabljenih je bilo 53 županov iz različnih občin. Najprej vem seveda, da je naš klub odprt tudi širše, ne samo za župane, ki so bili izvoljeni na listi ali pa so podporo stranke SDS, ampak tudi je možnost se vključevati tudi ostalim, neodvisnim in vsi, ki bi želeli sodelovati v združenju. Nekako smo se dogovorili seveda, da bo klub županov deloval predvsem aktivno v okviru stranke, predvsem pa je namen sodelovati med seboj z dobrimi praksami, pomagati županom z nasveti. Pripravljali bomo tudi razne tematske delavnice, predvsem bomo povabili različne strokovnjake, ki nam bojo seveda pomagali pri različnih temah, katerih se nanašajo predvsem na vodenje občin. Danes bomo že imeli prvo temo, to bo sestava proračunov, ki je seveda tista ena najbolj aktualnih, tako za nas župane, ki smo že več na mandatu, posebej pa še za te župane, ki so prvič izvoljeni, kajti seveda te informacije so za vse nas zelo dobrodošle. Moram povedati, da smo se tudi danes dogovorili, da bo klub županov tudi zelo aktualno spremljal predvsem aktivnosti, kar se tiče lokalne samoprave in pa predvsem ostalih zakonov, ki bojo povezane z občinam. Vemo, da teh zakonov je vse več in več sprijetih, ki direktno ali posredno prenašajo predvsem določene obveznosti na občine. Ponavadi se nekako te pristojnosti prenašajo predvsem nekako na nek način, češ da ne bo nobenih dodatnih finančnih obremenitev, potem pa ugotavljamo vse bolj in bolj pogosto, da v občina z novim nalogom dobimo predvsem dodatne finančne obremenitve, zelo malo pa tudi dodatnih virov. Tako da sigurno klub županov bo v prihodnosti zelo pozoren na te spremembe zakonodaje in verjamem, da se bomo tudi v javnosti verjetno večkrat oglaševali. Naj povem še, da danes smo bili se tu sestali samo župani, da do naslednjega kluba se bojo pridružili še nam tudi podžupani iz različnih občin in pripričan sem, da bo ta naš klub županov in podžupan postaven močnejših klubov v Sloveniji in da bo v naš klub vključenih zelo veliko število občin, seveda prek podžupanov ali pa direkt županov. Predvsem pa mi klub županov pomeni tisto mesto, kjer se kolegi dobivamo, si medsebojno izmenjujemo izkušnje, si pomagamo in pa ne samo to, imamo tudi možnost, da lahko dobivamo informacije tudi od drugih ljudi, predvsem tu mislim vodilne na ministrstvih, pa seveda tudi tiste, ki nam lahko na kakršenkoli način pomagajo. Tega smo župani seveda vedno veseli, kajti mi smo tisti, ki pa v resnici moramo te probleme reševati in tudi moramo nekaj pokazati v svojem lokalnem okolju. V smernicah naše stranke in pa v programih in pa našem delovanju je velika zaveza k razvijanju lokalne samoprave in uvedbi regionalne politike, ker vidimo, da sedanja vlada tema dvema našima ciljema ne sledi. Je še posebej pomembno, da organi stranke, kot je klub županov, kot je odbor za lokalno samopravo in regionalni razvoj, pripravlja še naprej programe, ki bomo seveda lahko uveljavljali, ko bomo za to imeli priložnost. In klub županov predstavlja seveda skupino ljudi z največ izkušnjami na lokalni ravni, s političnimi izkušnjami,
in računamo, da bomo lahko tudi skozi to interesno skupino uresničili del programa naše stranke.